Mi se pa modimo na teren, kjer bo beseda tekla o PFLAC. PFLAC, kaj PFLAC je in več o tem nam bo pa seveda povedala Maša Fatur, z njo se bo pa pogovarjal naš Rok. Rok in Maša, lepo pozdravljena oba. Ja, živijo, Luka. No, kot vidiš, tukaj ljudi. nisem v Maša, ampak cela izbrana druščina študentov pedagoške fakultete tukaj ob meni. Maša, Žan, Teja in Nina, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Lepo, da ste ostali tako zgodaj za tole televizijo, fajn. Govora bo o PFLAC-u, to je eno tako zanimivo ime. Kako sploh tako, odkot ste prišli na to ime, pa kaj PFLAC sploh je? Bom jaz začela? PFLAC, v bistvu to se imenuje ta prostor, kjer se trenutno nahajamo. Na začetku, ko smo ustvarili ta prostor, smo razmišljali o imenu, kako ime bi izbrali, da bi bilo čim bolj nekako kratko, jedrnato, da bi privabilo ljudi, pa da bi tudi povedala, kaj sploh ta projekt predstavlja, torej nek prostor. In tako smo se zamislili oziroma prišli na pogovorno, spomnili smo se pogovorne besede plac, ki jo mladi večkrat uporabljamo za, da označimo nek prostor. In ker je ta projekt nastajal v sodelovanju s pedagoško fakulteto, smo si zamislili, da smo se malo poigrali z besedami in prišli do zloženke PFLAC. Torej, kot vidite, P se ponavadi z veliko napiše, F malo manjše in pa LAC z veliko. PF je v bistvu kratica za pedagoško fakulteto v Ljubljani, pedagoško fakulteto. In ja, tako da lahko se imenuje ali PFLAC ali pa enostavno plac. Tako da, to je to. Se pravi, to pa zajema ta plac, se pravi, te klopce, ki ste jih naredili, mogoče še kakšen plan, ga boste še kaj, ali je to neka končna podoba PFLAC-a? Ja, v bistvu to je bila nekako zdaj ta prvotna, primarna funkcija tega ali pa naša ideja, da torej vzpostavimo nek prostor s parimi klopmi. Želeli smo še kakšno mizo dodati, ampak nas je mogoče malo tudi čas prehitev. Tako da zdaj v bistvu nekako čakamo, da se tudi mi vrnemo na fakultete, tako da upamo, da bo nekako oktober tak mesec, ko bomo videli, kako to zares živi. Že zdaj se študenti full hangajo tukaj, tako da to je fajn, ampak upamo, da bomo mogoče lahko še kaj razširili ta prostor, da še kaj več klopi, iz drugih stvari, je pa tudi odvisno nadaljne sodelovanje s fakulteto in kako bo to sploh res zaživelo. Kako pa ste se sploh odločili? Zdaj, marsikateri študent je tako malo pasiven, se naredi tisto, kar je res nujen, vi pa ste nekako zavihali rokave in ste se lotili tega projekta. Odkot sploh ideja, odkot zagon in kakšen je sploh cilj projekta? No? Ja, v bistvu mi študiramo socialno pedagogiko in smo študenti tretjega letnika in v tretjem letniku imamo študenti nalogo ustvariti en projekt, ki bi uvajal neko spremembo. Torej, to je tisto, kar mi dobimo kot neka osnova, iz katere potem naprej gradimo. Se tudi v okviru tega predmeta ustvarjali več različnih projektov, no naš pa je bil vzpostavitev tega prostora. Na idejo smo pa prišli zato, ker smo ugotovili, da izhajali smo nekako iz svojih potreb. Kaj mi pogrešamo, je pogrešamo biti na faksu, pogrešamo to skupnost, grajenje te skupnosti, pogrešamo to, da bi se lahko tukaj družili, ker je študij toliko časa potekal nadaljavo. In potem smo tudi v bistvu ugotovili, da so velike potrebe strani drugih študentov po tem, da bi prišlo do nekih spontanih druženj, da bi se gradila neka skupnost, ta identiteta, biti študent tudi na pedagoški fakulteti. In kje drugje se lahko v teh negotovih koronačasih družimo kot zunaj. In pedagoška fakulteta ima ta lep prostor, ful velik zelen prostor zunaj, tako da smo z njim v bistvu želeli odgovarjati na te potrebe osamljenosti, ki smo študenti zdaj čutili in potrebe po druženju in hkrati doseči to, da bi ljudje in mladi preživljali več časa v naravi, da bi bil ta prostor neka v bistvu taka koncentracije, socialne interakcije, da bi ustvarjali skupnost s tem. Glede na to, da je bil to nekako projekt enega predmeta, tudi se pravi študijskega predmeta, a ste dobili tudi kakšno oceno za enega? Ne še. Ne še? Moramo malo sugerirati tukaj vaši profesorci, kako je s tem? Kako se pa tebi zdi? Jaz mislim, da vsaj 9, no.
Ne, tudi 10 bi bila lahko, no, ste res zelo angažirani. Dajte povedati, kako so sploh potekala dela, kako je prišlo najprej do ideje in potem, dobro, idejo si nekako že malo povedala, se pravi nekako želja po združevanju, želja po interakciji, ki ste jo pogrešali v teh časih. No, potem je bilo pa treba dejansko se lotiti dela. Maša, ti si tudi tabornica, imate verjetno kar več takih akcij delovnih, no pa ti to ni bilo tuje. Ja, mislim, je bilo kar nekaj novih veščin, ki jih je bilo treba osvajati, ampak mislim, da je bila za vse ena taka lepa nova izkušnja. Pa mogoče lahko še Teja malo več pove, kako je potekalo. Teja, kaj je bila tvoja naloga tukaj? Ja, v bistvu, takoj ko smo pač oblikovali neko idejo, smo se najprej morali pozanimati pri vodstvu, če je to sploh izvedljivo. In ko nam je vodstvo dalo zeleno luč, smo mogli pripraviti vsebinski načrt, kjer smo našo idejo še nekako malo bolj dodelali, si zastavili cilje, naredili tudi finančni načrt. Potem smo pa tudi pripravili eno tako krajšo anketo za študente pedagoške fakultete, ker smo želeli res preveriti njihove potrebe in pa želje. In v bistvu smo tukaj ugotovili, da je potreba po druženju res velika, ker je kar 96% študentov menilo, da bi te klopi lahko prispevale k nekemu medsebojnemu povezovanju in pa druženju na fakulteti. In to nam je v bistvu dalo še nek večji zagon in pa motivacijo za naše delo, zato smo potem tudi kmalu začeli z fizično izdelavo klopi. In sicer smo se potem v mesecu maju 3-krat dobili pri Žanu doma, ker ima njegov oče mizarsko delavnico in nam je tudi zelo pomagal pri izdelavi klopi. In drugače pa je naše delo obsegalo brušenje, barvanje, žaganje in pa sestavljanje teh paletnih klopi. In res imeli smo se ful smo se zabavali, tudi zelo smo se med sabo povezali, tako da smo se imeli res zelo fajn. In potem pa je bila tudi otvoritev, o kateri pa bo še več Nina povedala. Nina, kako je izgledalo na otvoritvi? Je bilo kaj ljudi, kaj ste počeli kaj? Ja, v bistvu otvoritev je ful fajn izpadla. Zdaj mi smo si zamislili, da bi povabili prve letnike, zaradi tega, ker so zaradi razglašene epidemije imeli letos najmanj neke možnosti za druženje pa spoznavanje v živo. Tako da smo ustvarili eno kratko vabilo, ki smo jim posredovali, pa potem tudi eno kratko prijavnico, toliko da smo vedeli približno, koliko ljudi bo prišlo, da smo lahko to druženje izvedli z priporočili v skladu z NIJZ. Tako da ja, v bistvu smo se tukaj točno pred 2 tednoma smo naredili to otvoritev, pripravili smo ene spoznavne igre, družabne igre, poskrbeli smo tudi za prigrizke, za pijačo in pa v bistvu naš glavni cilj pa je bil tudi to, da bi radi te klopi ustvarili skupaj s prvimi letniki, zato smo prenesli akrilne barve in kot vidite zdaj tukaj, če se bo videlo, smo malo porisali te barve, pa popisali, pa dodali pač jim še neko dodatno vrednost. No. Tako da je v bistvu druženje ful fajn izpadlo, ful dosti smo se pogovarjali, spoznavali, ful je bilo sproščeno, tako da je res fajn izpadlo. No. No super, se pravi, je bil vsak nekako del tudi teh klopi, tega projekta, vsak je nekaj prispeval. Mogoče kakšna zanimiva misel, zdaj na kameri se verjetno ne vidijo, pa lahko mogoče povemo kakšno misel ali pa citat na teh klopeh, ki vam je zelo všeč. Žan, mogoče ti. Ja, zdaj moram pa, jaz sem malo pozabil, kaj smo že vse napisali. Upaj si misliti. Upaj si misliti, je naprimer to, ne? To, kar pošiljam v svet. Upajte si misliti. Se pravi, sediš, gledaš dole, rečeš in ne razmišljati začneš. Ja, in takrat se začnejo, najprej pa nič ne delaš. Ja, klop je ena taka, hkrati en tak predmet počitka, druženja, vsega skupaj in tudi take lepe misli lahko nekako spremenijo tudi pogled na vse skupaj. Tako da res zanimiv projekt, o katerem bomo še več povedali po kratkih oglasih, ne hodite daleč, še kar nekaj zanimivih vprašanj tukaj imam za študentke in študenta pedagoške fakultete, ki so se lotili tega čudovitega projekta. Se vidimo prav kmalu po oglasih. Lep pozdrav, že smo nazaj z oglasom tukaj, danes raziskujemo PFLAC, torej Plac pedagoške fakultete. Študentke, študenti ste ga naredili zato, da bi spodbudili druženje, nekako komunikacijo med vsemi študenti pedagoške fakultete ali je to nasploh odprto za splošno javnost? Prihajajo tudi sem ekonomisti pa FDV-jevci, kako je s tem? A jih spodite?
Mislim, naša primarna publika pri oblikovanju projekta pač so bili študenti pedagoške fakultete, ker želimo pač graditi skupnost naših študentov, ampak seveda je pač prostor odprt za vse druge, ki se tukaj okrog nahajajo, tako da bomo pač veseli. Mislim, da bomo veseli druženja s komorkoli v teh časih, ko smo bili toliko časa doma, tako da ful toplo vabljeni še vsi drugi. Se pravi, mene kot filofaksovca ne boste še spodili. Tudi filofaks vabljen. Hvala. Bom navabil malo frende, no, boste videli pa. Ok. Ker filofaksovci, ki pridejo, pa se jih ne moreš več znebiti, no, sam povem. Ta projekt je bil v sklopu socialne pedagogike. Kaj sploh to je za nas laike in zakaj sploh taki projekti v sklopu tega predmeta? Ja, to je pa konkreten izziv. Pred tem vprašanjem trepetajo vsi socialni pedagogi. To moraš odgovoriti za 6, je tako? Ja, to moraš odgovoriti. Zdaj nekaj improviziral, en tak odgovor. Nekaj se heca, ampak dejansko pogosto nastane ena taka zadrega, ko je treba to opredeliti. Ampak ne vem, in sicer zato, ker je socialna pedagogika v temelju zelo izrazito interdisciplinarna veda, ki se razteza čez več področji, se dotika več področji. Ampak ne vem, meni je najlažje definirati socialno pedagogiko z vidika tega, s čim se ukvarja. Lahko rečemo, da socialna pedagogika prvič nudi takšne oblike pomoči in podpore razvrednotenim, marginaliziranim, družbeno zapostavljenim, ranljivim osebam in skupinam. Takšne oblike pomoči in podpore, z katerimi si prizadeva te osebe in skupine, seveda v tesnem sodelovanju z njimi, socialno integrirati, to pomeni vključiti v njihovo okolje in jih opolnomočiti, tako da bodo lahko potem same konstruktivno se spoprijemale s težavami in z izzivi, ki pa so nenazadnje v precejšnji meri posledica njihovega družbenega položaja in pa družbenih razmer, v katerih se nahajajo. To je ena stvar. Potem pa drugič, socialna pedagogika pa tudi proučuje in poskuša vplivati na oziroma izboljšati prav te družbene razmere in pogoje, ki ohranjajo to problematiko, zaradi katere ta problematika ostaja relevantna. Ja, meni je predvsem všeč, da niste ostali pri teoriji, ampak da ste se nekako sami spravili tudi k temu, da te problematike nekako izboljšate. Zdaj, to je nekako projekt vaše skupine v sklopu predmeta. Skupin je bilo pa več, ne? Kaj so bili pa še kakšni drugi zanimivi projekti? Ja, tukaj najbližje nas se tudi nahaja en prostor, ki se imenuje Študentska špajza, ki so ga ustvarile naše sošolke, in sicer gre za prostor ponovne uporabe nekih predmetov, za izmenjavo nekih starih stvari, oblačil. In lahko je namenjen vsem študentom tukaj v študentskem domu C se nahaja, tako da če ima kdo kakšne stare stvari, lahko tam prinese, mogoče tudi najde kaj za sebe. Potem tudi ene sošolke so ustvarile podcast Odkriti, kjer odpirajo različne tabu teme. Potem en projekt je bil Pedagogi na poti, kjer so povezovali različne smeri pedagoške fakultete. Potem pa tudi smo odpirali različne teme o menstruaciji, migrantih, pornografiji, tudi številne delavnice za srednješolce so se izpeljale, tako da je bilo zelo pestro in zanimivo. Ja, res kar precej zanimivih projektov in res družbeno koristnih, se pravi kot nekakšna knjižnica stvari, podcasti o ozaveščanju in tako naprej, se pravi, res se lotevate problematik konkretno. Kaj pa plani za prihodnost? Se pravi, imate v načrtih še kakšen drug takle projekt ali bo to potem naloga za nove generacije študentov tega predmeta? Ja, v bistvu s tem dotičnim projektom smo tako v okviru zdaj pač tega 3. letnika zaključili, ampak se tudi, kot sem že prej povedala, mi želimo, da bi ta prostor res tudi s oktobrom, ko upamo, da bomo več na fakulteti zaživel, se mogoče razširil, mogoče bo še kakšen druga generacija, kakšen drug letnik dobil nek navdih v temu, še ustvaril nekaj novega na tem prostoru. Kakor vemo, pa tudi drugo leto v planu v okviru študija spet organizirati en projekt, tako da bomo še videli, kam nas bo pot zanesla in na čigave potrebe bomo pa potem odgovarjali
financirali še naprej. Pa zdaj, kako pa naprej nekako s tem placom bo kakšen program, mogoče tudi tukaj se bo organiziral kakšne, ne vem, džemi, kakšne družabne igre, kakšno spontano druženje, kako bo s tem? Ja, pač mi bi si to ful želeli, je pa mogoče prvi pogoj tudi, da sploh to druženje bo tako omogočeno, da bo študentje pač tukaj v okolici, da bomo spet lahko na faksu, zato ker je večina študentov rekla, da bi uporabljala ta prostor recimo med odmori. So pa tudi že bile ideje v anketi, ki smo jo izvedli, da bi lahko imeli oktobrski Halloween party na tem prostoru. Tako no, pač ja, vidimo veliko možnosti, ker je res pač velik prostor v naravi zunaj, tako da upamo, da bomo lahko še več nekih dogodkov speljali in tudi povezali te v bistvu interaktivne klopi s temi dogodki. Kaj pa, če kakšen od študentov, naprimer, si zamislil, jaz bi pa tukaj postavil še eno mizo ali pa jaz bi tukaj postavil še nekaj, kar bi pripomoglo, a lahko sodeluje s tem, lahko koga od vas kontaktira, kako je s tem? Seveda, vabljeni, no, da sodelujejo. No, super, tako da, lejte, če vas to zanima, če bi radi malo prispevali v skupno dobro, dejte, pa naredite nekaj mogoče zraven ali pa lahko tudi v svojem okolju, se pravi, res to so majhne stvari, ki prinesejo spremembe. No, poleg tega sta tam še dve klopi. Maša, a boš pokazala? Dej pokaž, dve krasni klopi, takole, ja, lahko kar obrneva, se pravi, pa dajmo, ali pa takole, lej. Takole, čakaj, tole je, pa mogoče lahko poveš še kaj o teh dveh klopeh. Ja, klele na desni strani se nahaja ena klop, ki ima en rumen srček, ki je v bistvu namenjen fotografiranju, zato ker vemo, da ljudje radi skupaj ustvarjajo spomine, tako da jih vabimo, da se slikajo znotraj tega srčka in uporabijo #pevplac. Na levi strani je pa še ena klopca, ki je bolj poslikana z marjeticami in planikami, hkrati ima pa še gor take črtice za igro križce in krožce, ki se jo lahko igrate z vejicami, iglicami in kamenčki. Skratka, kot neka majhna družabna igra na klopci sami. Maša, daj mi povej, zdaj sem malo zmeden, a je pevlac, pevplac? Mi to imenujemo pevplac, ker gre za to igro, da je P tako v besedi pev, kot v besedi plac. Tako da je Efa potem neka stvar, ki smo jo vmes dali med ta plac, med P-jem pa L-jem je Efa. Ok, fajn, hvala Maša, evo gremo mi nazaj takole do naših gostov. Ja, takole pa smo spet vsi noter. Fajn, no tukaj pa še ena stvar, vidim, da je kar nekaj podpisov. Kaj je to fora? A se kdorkoli kar lahko podpiše? Ja, tukaj se lahko piše, podpiši se in pusti del sebe na pevplacu. Tako da jaz v bistvu tebe vabam, da se podpišeš, da ker imaš tale alkoholc. Hvala. Wow, zdaj bom postal del tega projekta. Ja, kamorkoli. Jaz bom kar tukaj le. Ok, dej. R-O-K. Evo, no tako, evo, zdaj pa tukaj se lahko podpisujete na stvari, pa niste vandali. To je pa tudi nekaj dobrega. Tako da hvala vsem, Maša, Žan, Teja, Nina, da ste nas popeljali skozi tale pevplac. Gledalke, gledalce vabim, daj pridite sem, malo se podružite, če boste kaj mimo hodili, nobenega ne bodo podili. Še veliko uspešnih projektov, pa uspešen zaključek študija, imate že vse narejen? Ne še? Ok, fair. No, potem vam pa želim lep zaključek, da boste šli lepo na morje in da boste na morju potem imeli že vsega konc, da boste hitro to opravili. Imejte se fajn, pa se vidimo še kaj, ne? Takole, no mi pa se sedaj selimo v oglase, potem pa spet studio. Hvala, da ste nas spremljali in ostanite z nami. Čau!